Že 6. leto zapored svoje izdelke in storitve skupaj predstavljajo turistični delavci in podjetniki iz vseh 3 belokranjskih občin. Letos jih razstavlja 21, kar je največ doslej. Vesel sem, da so naši obrtniki spoznali, da v Beli krajini smo pač v površini majhni in da moramo ven, ker mi med sabo lahko prodajamo kar nekaj, ampak cilj je, da se gre čim bolj ven in da se pripelje tudi tega lednarja prek Gorjancev v Belo krajino. Mi se vsako leto udeležujemo tega sejma v Celju in zelo sem vesela, ker je organizirano skupna predstavitev preko Obrtno-podjetniške zbornice Metlika. Saj je takšen nastop učinkovitejši. V belokranjskih občinah, kjer so letos junija zabeležili od 15 do skoraj 18% brezposelnost, posluje 1176 malih gospodarskih družb, kar je 7 več kot leto poprej. Malenko se morda zmanjšalo zaposlitev pri obrtnikih, število obrtnikov je nekje konstantno, malo gor, malo dol, vendar to so dosti skromne obrti, ki v samem bruto družbenem proizvodu ne pomenijo veliko. Vendar mali podjetniki in obrtniki zaposlujejo dobrih 53% vseh zaposlenih Belokranjcev in njihov delež čistih prihodkov od prodaje raste, medtem ko se je pri srednjih in velikih družbah zmanjšal za dobrih 15%. Slovenija je bila obrtniška dežela in bo. Slovenija je dežela malih podjetij in to bo tudi ostala. Država mora to razumeti, država mora le napraviti ugodno klimo. Obrtniki in mali podjetniki pa morajo dojeti, da pridne roke in dobri izdelki niso dovolj, pravi Pavlinjek. Če imaš doma dosti dela, bodi lokalec. Če si uslužnostna dejavnost, bodi lokalec in poservisiraj to, da ti kdo drugi ne pride tvojo isto dejavnost delati. Če pa imaš dober izdelek, pa takoj na globalni svet. Nove poslovne priložnosti je treba iskati na vsakem koraku, tudi na celjskem sejmu, še dodaja Pavlinjek.